Spoštovana gospa županja, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej naj izrečem iskreno zahvalo v mojem imenu, v imenu države in kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča, v imenu vseh naših ljudi v domovini in po svetu. Tistim, ki 30 let negujete to žlahtno in plemenito tradicijo srečevanja pod Najevsko lipo in pogovora pod njo o naši boljši prihodnosti. Iskrene čestitke. Kot sem dejal, je od vsega začetka v tej ideji, ki je bila prvič uresničena avgusta leta 1991, potem, ko se je končala sicer kratka vojna za Slovenijo, a vojna, v kateri smo pustili človeška življenja, v kateri so bile žrtve na oltarju domovine. Že v avgustu tistega leta, ko so sem prišli zares državniki tistega časa, predsednik republike, predsednik skupščine, predsednik vlade, z vlado, poslanci, takratni delegati, ljudje. Že takrat je bilo v zamisli, koliko razumem iz pogovora z predlagatelji, je bila neka ideja, da moramo Slovenci, ljudje v tej čudoviti deželi, ki je postala samostojna država, se med seboj poslušati, izmenjati različna mnenja, ampak se poslušati in slišati. To je bila zamisel srečevanja pod Najevsko lipo. Seveda so potem govorniki dostikrat rekli, da gre za modrovanje, ampak to je samo ena taka lepa beseda za to, da ljudje različnih stališč, ki imajo neke vizije glede skupne prihodnosti, med seboj razpravljajo, polemizirajo, se sem in tja tudi skregajo, a iščejo tisto, kar jim je skupno, potisnejo na stran tisto, kar jih ločuje, dosežejo kompromise in kompromis glede skupne prihodnosti razumejo kot izraz njihove moči, ne kot izraz njihove šibkosti. V tem smislu je ta zamisel srečevanja pod lipo, ki ima seveda tudi čisto mitske razsežnosti zaradi lipe v našem zgodovinskem kolektivnem spominu, zaradi njene simbolne vrednosti, zaradi vsega tega ima ta zamisel tedaj in danes enako pomemben značaj za nas. Za Slovenke in Slovence, za državljanke in državljane te države. Tudi 30 let kasneje. Takrat je nekaj let uspevalo, da so prišli sem dejansko ljudje, ki so na različnih položajih, z različnimi zamislimi glede naše prihodnosti vodili državo. Kasneje, tudi zaradi sporov, zaradi prepirov, ki so postali bolj močni, kot smo takrat pričakovali, niso več prihajali. Ampak ta tradicija je tukaj ostala. Jaz sem bil tukaj približno 20krat, kolikor sem lahko naštel, in tukaj se je vedno zbralo veliko ljudi. Seveda, vedno je bil tudi to praznik naše domovine, na tako rekoč v času dneva državnosti, ampak je bilo več od tega. Tudi ko sem kasneje in ko bom danes govoril z ljudmi, bom slišal veliko pripomb, vprašanj, kritik, spodbud, vsega. Prosim vas, dajmo se potruditi, da to srečevanje pri Najevski lipi ostane tudi za prihodnje rodove. Tukaj vidim in sem zelo navdušen tudi naše mlade ljudi, otroke, ki ste jih pripeljali s seboj. Naj bo njim posvečeno to druženje. Naj jim damo kot starši in stari starši sporočilo, da smo se mi sposobni glede naše skupne prihodnosti tudi dogovoriti. Seveda lahko opažajo, da se tudi kregamo. Pazite, v letu 1990 in 1991 smo se glede samostojnosti v parlamentu, v Bučarjevi skupščini tudi kregali. Bila so različna stališča, vendar smo takrat vedeli, da moramo doseči dogovor, sicer bi morda zamisel o naši neodvisnosti propadla. In tudi danes ni nič drugače, čeprav mogoče ne gre za tako posamično usodno dilemo, kot je bila dilema tistega časa. Tudi danes smo nenazadnje kot očetje, kot stari starši odgovorni svojim otrokom. Kaj jim bomo pustili kot svojo dediščino? Ja, vendar en občutek, da smo se mi kot ljudje različnih prepričanj,
nazorskih in drugih, o vsem sposobni in pogovarjati in tudi dogovoriti, da je v nas tista moč, sposobnost dialoga, ki je na koncu koncev botrovala rojstvu te države. To je neko zelo, zelo pomembno stališče. Rad bi povedal, da opažam zlasti v zadnjem času. Sej kreganje je bilo vedno značilno za vseh 30 let Slovenije. In prav je tako, nič ni narobe. Ampak zdaj opažam en problem, o katerem bi rad tukaj prav zaradi tega mesta simbolnega to rekel na glas. Opažam, da radi naslavljamo tiste ljudi, ki imajo podobna stališča. To je v redu, to je razumljivo. Radi smo dobro sprejeti pri ljudeh. Ampak mi se moramo, tako kot smo se takrat, in to je bila posebnost tistega časa, potruditi, da naslavljamo tudi ljudi, ki nas ne razumejo ali pa se z nami ne strinjajo. Plemenita vrlina dialoga v začetku naše državnosti je bila, da smo se politiki trudili, da so nas ali razumeli ali celo sprejeli tudi tisti, ki mislijo zelo drugače. Prosim vas, to je zelo pomembno za našo prihodnost. Tudi danes ostajamo enako različnih mnenj. To ni nič usodnega, to je čudovito. Ta mavrica je krasna, ampak jo moramo videti, jo moramo spoštovati, jo moramo slišati. Mislim, da je tega danes premalo, da se ne trudimo, da bi pri recimo drugem dosegli neko razumevanje ali pa spoštovanje, da bi nas drugi enako spoštoval in jemal kot za enako dostojnostjo. Danes se zdi dovolj, da navdušiš svoje privržence. To je v politiki pomembno, ni pa dovolj. Če hočemo, gospe in gospodje, snovati našo skupno prihodnost. To pravim zdaj ob 30. obletnici naše države, ko gledamo 30 let naprej za naše otroke. Se moramo potruditi, kolikor je to težko, nagovoriti tudi tiste, ki mislijo drugače. In se z njimi pogovarjati. Z njihove strani biti sposoben deležen kritike, ampak poskušati najti kompromise, ki peljejo to državo naprej. Kot je rekla županja, poglejte 30 let našega razvoja. Bodimo pošteni. Kdo bo rekel, kakšno od mojih pričakovanj se ni uresničilo? Verjetno je res tako in kakšno razočaranje tudi na mestu. Ampak če smo pošteni, po 30 letih naše državnosti, lahko ugotovimo, da je Slovenija suveren, aktiven del mednarodne skupnosti, spoštovan, z nekim ugledom, z nekim razvojem navznoter in z eno ambicijo navzven. Ko smo se takrat pred 30 leti odločali za neodvisnost, v tistih tveganih okoliščinah, če bi videli to prihodnost, ki jo danes doživljamo, bi verjetno bili zelo, zelo zadovoljni. In zdaj moramo pogledati naprej, v naslednjih 30 let in to v času, ko že drugič vodimo Evropsko unijo. Mi imamo zdaj ne odgovornost samo zase, ampak kot suveren narod, kot država, odgovornost tudi za tako rekoč skoraj pol milijardno evropsko skupnost. Nam je zdaj zaupano, da skupaj pol leta, skupaj z drugimi, kot en pošten posrednik, iščemo rešitve za naše skupne probleme, za razvoj Evropske unije navznoter in navzven. Zdaj moramo tudi mi, kot reprezentanca politična, vlada, parlament, skupaj, vse moči, politične stranke, dati najboljše od sebe, da si z predsedovanjem Evropske unije okrepimo ugled. To bo vse pomembno spet za naše otroke. Rasli bojo v ene samozavestne ljudi, v ljudi, ki bodo zaupali eden drugemu, ki se bodo poslušali, ki bodo znali skozi dialog najti rešitve za njihove probleme, o katerih mi niti slutimo, ne da jih imajo. Ampak bodo vedeli, da so njihovi očetje in njihovi dedje prav z dialogom, z iskanjem skupnih stališč našli rešitve za probleme njihove generacije. In tako bodo oni z enim ponosom in upanjem gledali tudi na rešitve problemov, ki jih čakajo v letu 2050. Živimo v čudoviti deželi, ne moremo si želeti lepše. Moramo jo, kar se tega tiče, samo ohraniti. Poleg tega moramo poskrbeti, da imamo vsi približno enake možnosti za razvoj talentov. Če bo ta socialna kohezivnost, če bomo imeli en soliden gospodarski razvoj, ki bo trajnostno naravnan in ki bo to naravo varoval, potem se nam ni treba bati za to prihodnost. In bomo lahko našim otrokom, ne glede na to, za koga navijajo, in v nogometu in v politiki, ali pa za nobenega, lahko predali nek čisto človeški optimizem
ki ga zdaj mislim, da tudi oni tako potrebujejo. Tudi oni gledajo tako, kot smo mi leta 90 v prihodnost in se sprašujejo, kaj bo leta 2050, ko bom jaz imel svojo družino in svoje otroke. Dajmo zdaj ob 30. obletnici te naše državnosti, ne glede na to, da je sem in tja prav gotovo med nami in kakšno razočaranje in kakšna kritika, da so med nami razlike. Dajmo pogledati tisto, kar nas je ustvarilo kot državo. Ustvarila nas je volja, da se poslušamo, da se slišimo, da dosežemo kompromise in da jih skupaj uveljavimo. To prepričanje, da skupaj lahko dosežemo nemogoče, moramo prenesti tudi na naše otroke. Potem se tudi nam ni treba bati za našo in njihovo prihodnost. Kot starši in stari starši bomo imeli pa eno veliko zadoščenje. Največ smo dali svojim otrokom in to je zavest, spomin kolektivni zgodovinski, da smo dosegli že v zgodovini velike reči in da so oni sposobni dosegati velike reči v prihodnje. In ko se bomo enkrat ozirali nazaj, kaj bodo oni dosegli, in ko se bodo tukaj sestali leta 2050, morda ob 60. obletnici državnosti, bodo rekli, nadaljevali smo delo naših očetov in starih staršev, poslušali smo se, slišali smo se in glede temeljnih stvari, glede Slovenije, smo ravnali prav, ker smo ravnali skupaj. In upam, da bo ta občutek prevladal tudi takrat in željo, da bi bilo tako. Vas pozdravljam, sem presrečen, da vas vidim zbrane v takem številu in upam, da se bomo tukaj še velikokrat srečevali in se medsebojno spodbujali. Lep dan vam želim.